Živijo, tukaj Valentin. V tem videodnevniku bom govoril o stranki za zdravo družbo, kateri sem se priključil. Namreč zaprosili so me, da postanem njihov kandidat za državni zbor. Potem, ko sem povšečil eno izmed njihovih objav na Facebooku, me je kontaktiral njihov predsednik Gregor Kos. Pogovorila sva se in na to tudi osebno sestala. Tako mi je predlagal, če bi postal kandidat za državni zbor. Mene je to seveda malce presenetilo, ker je to za moje pojme kar odgovorna funkcija, ampak sem sprejel, ker tudi sam želim prispevati k temu, da se slovenska zakonodaja izboljša. Na področju politike sem aktiven že kar nekaj let. Odkar sem nekje pred 15 leti si ogledal dokumentarec Zeitgeist, ki prikazuje, kako dejansko deluje globalni denarni sistem in kako gre tukaj za sistem zasužnjevanja in izkoriščanja ljudi preko pravnega in denarnega sistema. Vse odtlej sem želel nekaj narediti, da se to spremeni. V preteklosti sem tudi promoviral razne rešitve. Recimo prva taka stvar je bila enakovredni denarni sistem oziroma equal money system. To je predlog, da bi na globalnem nivoju spremenili, kako deluje denarni sistem, in sicer na ta način, da ne bi tako kot sedaj funkcioniral na osnovi pomanjkanja. To pomeni, da so najbolj vredne stvari tiste, ki so najbolj redke. Tisto, kar je najbolj pogosto, vključno z življenjem, pa je najmanj vredno. In zaradi tega se trenutno na svetu pobija vse vrste živih bitij, vključno z ljudmi, samo zaradi želje po dobičku. Enakovredni denarni sistem pa je ideja, da bi postavili življenju največjo vrednost in da se nikomur ne bi dovolilo, da bi komurkoli škodoval zaradi dobička. No, ker se je potem ta ideja izkazala za malce preveč radikalno, smo začeli z promocijo Living Income Guarantee oziroma zagotovljeni življenjski dohodek, ki je neka nadgradnja univerzalnega temeljnega dohodka, ki ga tudi že vrsto let številni ljudje promovirajo po Sloveniji. Zaradi vse večje avtomatizacije, avtomati, roboti, umetna inteligenca izriva delovna mesta in že sedaj brez avtomatov bi lahko delali veliko manj časa, veliko manjše število ur, če bi se znali bolje organizirati. Glavni problem je potrošniška družba, torej ekonomija, ki temelji na spodbujanju čim večje potrošnje, in zato se namenoma proizvajajo izdelki za kratko življenjsko dobo, z nizko kakovostjo, da se čim hitreje polomijo, da potem moramo kupiti nove. Vse to bi se seveda dalo spremeniti, če bi bila dovolj velika volja ljudi, da take ideje podpre. Vesel sem tudi, da se v Sloveniji že vsaj 2 leti dogaja konferenca Circle Change za krožno gospodarstvo, in pred kratkim je bila letošnja konferenca in celo v tem mestu Maribor, v katerem živim zadnje 4 leta.
Veliko je rešitev, kako lahko spremenimo ta svet, vendar v osnovi se moramo znebiti sebičnih interesov. In glavni razlog tudi, da se ne spremeni kaj dosti glede politike, je izguba zaupanja večine ljudi v politični sistem. To dokazuje nizka udeležba volitev, kajti samo 40% volilnih upravičencev dejansko gre na volitve. Stranka za zdravo družbo pa ima program, ki podpira uvedbo celostne, komplementarne, integrativne medicine, da se ne zdravijo samo posledice bolezni, ampak da se že dela na preventivi, da se predela zdravo biološko hrano in da sploh preprečimo, da bi kdo zbolel. In še številne druge ideje so zanimive, ki jih Stranka za zdravo družbo podpira. Zato vas vabim, da obiščete spletno stran zazdravodružbo.si in se več preberete o programu te stranke. Celostna grafična podoba stranke je oranžna barva in logotip, kot ga imam tudi na majici. Smo torej za povezovanje, sodelovanje. Stranka ne želi kritizirati preteklosti ali drugih strank. Želimo predvsem privabiti tiste ljudi, ki dejansko živijo zdrav način življenja, ki delajo na samooskrbi, ki se zdravo prehranjujejo, ki živijo zdrav življenjski slog, da recimo vadijo jogo, meditacijo in podobne stvari. Stranka za zdravo družbo torej želi privabiti vse tiste ljudi, ki doslej niso videli nobene dovolj zanimive stranke, ker njihov program ni bil dovolj v sozvočju z tistim, kar so njihove osebne vrednote. Vabim torej, da greste tokrat na volitve za državni zbor in podprete Stranko za zdravo družbo, tako da obkrožite številko 8. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.